No, nahajamo se v neposredni bližini objektov nekdanjega učnega centra Ig. Z mojim sogovornikom Vinkom Faladoratom pa se bova vrnila v čas 30 let nazaj, v čas osamosvajanja oziroma tik pred, med in po osamosvojitvi, ko je on takrat kot poveljnik samega učnega centra Ig vodil usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov na tej lokaciji. No, samo usposabljanje se je začelo že nekaj prej. Takrat smo se zbrali v Poljčah, v tem centru, ki je zdaj še vedno v funkciji usposabljanja za alpince. Tam smo formirali najprej svoje poveljstvo kot takšno, potem posamezne oddelke vode, čete, in na teh pozicijah posameznih poveljnikov smo določili določene ljudi, ki so bili za to izbrani. Samo usposabljanje se je začelo za ta, vodstveni kader prej, zaradi tega, da bi usposobili in uskladili programe, ki so bili potrebni za to, da usposobimo prvo generacijo slovenske vojske. No, potem se je ta ekipa postavila tukaj nazaj na Ig, v vmesnem času so nam pripravili ti objekti, ki jih vidite tukaj zraven. Postavili so še dodatno ekipo, kot je bila bolniška oskrba, potem administrativna oskrba in tako naprej. Žal opreme ni bilo, ne vem, veliko na pretek, ampak kar smo imeli, smo imeli. No, potem so tudi naredili eno potezo, ki je bila zelo zanimiva, namreč od izbranega kadra so meni takoj postavili nekoga, ki je bil bolj kvalificiran od mene za poveljnika, in sem postal namestnik poveljnika. To je bil Bojan Šuligoj. No, ampak usposabljanje smo izvajali ravno tako, brez teh kakšnih velikih pretresov. Do trenutka, ko je prišla ko so prišli prvi naborniki, seveda v spremstvu staršev, glasbe, harmonike, veselja in tako naprej, skratka pogostitev. Veliko je bilo tudi političnih funkcionarjev, vojaških funkcionarjev. In ta začetni del, to se pravi na vrste prvi naborniški kontingent slovenske vojske, je začel z veseljem in z radostjo. No, potem, ko se je to umirilo, ko smo začeli normalno funkcionirati, smo začeli te nabornike usposabljati po teh vojaških pravilih, ki so veljala še iz bivše Juge. Nič se ni kaj dosti spremenilo na sami vsebini. Poudarjen je bil največji poudarek izključno samo na doseganju določenih vojaških veščin in pa seveda fizične pripravljenosti. Tukaj dol so bile tudi ovire predstavljene za trening teh premagovanj raznih ovir. No, in na ta način smo pravzaprav začeli usposabljati te fante do nivoja, ko je prišlo do malo bolj resnega konflikta v samem vrhu bivše jugoslovanske armade napram Sloveniji kot taki. Najprej so nam postavili zaščito v tem Ižanskem polju, protiletalsko na topovih. To je bil že en pokazatelj, da se nekaj pripravlja. Potem smo počasi ugotovili, da se povečuje pritisk, želja, da se Slovenija ne osamosvoji in tako naprej. Skratka, cela vrsta političnih ambicij na eni in na drugi strani, ki so na koncu botrovali do tega, da je prišlo do direktne eskalacije nasilja in do nerazumnega odločanja v smislu uničenja pravzaprav teh prvih nabornikov, in to tako, da so nam poslali 2 bojna helikopterja, ki sta imela namen uničiti ta učni center. Predtem smo seveda slišali in doživeli tudi vse tisto, kar se je dogajalo v Mariboru, v Pekrah, obkolitev Peker, predtem pač neko dogajanje po ulicah Maribora, ko so povozili nesrečnika, nič hudega sluteč. Vse to je potrebovalo, da je nastala ena vrste psihoza, malo strahu, malo tega, malo onega. Rezultat tega je bil, da smo morali zelo na hitro začeti usposabljati te fante, zato da bodo vsaj do nekje sposobni se upreti ali pa, če drugega, vsaj reševati svoje življenje. Po napadu teh helikopterjev, ko smo dobili informacijo, da prihajajo, smo odpeljali tukaj v ta gozd vse te nabornike, jim podelili
municijo, čeprav jo še niso niti enkrat ustrelili. Orožje so napolnili, pripravili smo se na kar, kaj se bo zgodilo, nismo vedeli niti natančno. Tukaj v okviru tega smo pa imeli edinega, ki je še ostal na protizračni obrambi, to je bil Drnovšek, fant, ki je imel sicer znanje in usposabljanje za streljanje z raketo že upravljeno, ampak je bil sam. Je imel sicer 2 raketi tukaj, ena je bila neaktivna, je zatajila, druga je pa bila aktivna in to je sprožil in zadeval helikopter. Pri tem je seveda pač pobil določeno število vojakov, žal. Hvala Bogu, par sekund pred tem, preden so helikopterji odprli svoj ogenj. Oba helikopterja sta imeli kontejnerje z raketnimi izstrelki. Tako da je bila njihova vloga nesumljivo usmerjena proti nam. Ko sem se jaz vrnil od teh fantov, ki so bili tukaj v gozdu, da vidim, kaj je situacija, sem srečal gospoda Drnovška, bil je popolnoma bled, vedel je, kaj je naredil. Vedel je, da je toliko bil, ampak vedel je, da je tudi dobil ukaz, da strelja. No in mi smo na osnovi tega, kar se je zgodilo, vedeli, da nimamo več kaj tukaj iskati, ker smo preveč izpostavljeni. Zaradi tega smo se nabasali v kamione, ki smo jih imeli, in vsa prevozna sredstva, ki so bila na razpolago, in šli proti Kočevskemu. Na Medvediku smo se ustavili, tista noč je bila ena najdaljših, bil je deževen, deževje, bilo je neugodno, otroci so bili, mladi fantje, pravzaprav, če tako rečem, otroci za mene, prestrašeni in se tukaj smo spakirali gor in na Medvediku postavili šatorišče, čist provizorično na zemlji. Naborniki so pa imeli take takrat spalne vreče, ki so imeli zgoraj vzorc tak na pol vojaški. No in naslednji dan zjutraj, ko sem zgodaj vstal, sem šel pogledati v ta šatorišče in vidim tisti pol šotor po tleh teh črvičev, ki so jih videl kot ogromni črvi, fantičev, ki so še spali po tej naporni noči, in takrat sem vedel, da moramo storiti vse, da se tem fantom kaj ne zgodi. In to je bil osnovni cilj našega delovanja naprej, je bil izključno samo ta ohraniti te mlade fante pri življenju. In to nam je, hvala Bogu, tudi uspelo. Na Medvediku smo potem ustanovili dobesedno partizanske tabore. Vsak vod posebej si naredil svoje šatorišče, svoje prebivališče, na nek način uredil, kakor je vedel in znal, s priročnimi sredstvi, s tistim, kar so našli v gozdu. Eni lepše, eni malo manj, ampak funkcionalno je bilo. Hranili smo se iz njihovih in naših izvorov hrane. No in začeli usposabljati, in to na brzino tam. Potem smo doživeli takrat spet napad migov na Kočevsko reko. Leteli so čez naše glave, zelo nizko, bombardirali Kočevsko reko s kasetnimi bombami, kar je zopet pokazalo na to, da prav kakšnega velikega usmiljenja ni pričakovati, ker kasetne bombe se ve, komu so namenjene, ne. Čeprav jih velik del ni eksplodiral, jih pa nekaj vendarle je. Ampak nas ni bilo tam več. Mi smo bili že nek druge, tako da je tista zadeva padla praktično na prazno. To, kar je bilo v nadaljevanju tega, smo zopet, stalno smo se pomikali, doživeli smo potem tudi kanonado havbic na Gotenico, kjer so iz Ribnice gor streljali, razbili center policijskega usposabljanja na Gotenici. Šli smo si pogledati, kako je tisto izgledalo, bilo je razrušeno do nekle. Srečali smo enega od policajev, ki nam je kazal raztrgane hlače v črapnelo, ni pa dobil niti praske, zopet sreča. No in na tak način smo pravzaprav zaključili to usposabljanje na teh, bi rekel, prvih streljanjih. Potem pa smo počasi ugotavljali, da je jugoslovanska armada se odločila, da se odmakne. Dobili smo informacijo, da je odprt skladišče v Borovnici. Takoj smo poslali ekipe tja s tovornjaki, da poberejo čim več orožja, kar se ga da dobiti. Ko so prišli tja, pešarecega orožja ni bilo več.
ostali so pa minometi in težko orožje, tudi tromboni. Žal ni bilo denarja, da bi imeli recimo te plastične trombone za vežbanje, kot se po programu predvideva. Smo mogli fante izuriti v streljanju z minometi in s tromboni z bojevimi sredstvi, direkt. To se pravi, lahko bi se zgodila kakšna nesreča, pa se hvala Bogu ni. Vsi ti naši poveljniki ali pa častniški in podčastniški kader je bil očitno zelo dobro usposobljen, tako da nismo doživeli niti ene same nesreče s temi orožji. In na ta način so se tudi usposobili izjemno dobro. In tako smo imeli kasneje, ko je bilo zaključeno vse skupaj, že vojaško vajo, na kateri so naši minometalci, to se pravi fanti, ki so delali na minometi 82, so pokazali, kako se zadane z minometom in so res pokazali. Seveda so bili komentarji bivših oficirjev, ki so bili na nek način sprejeti v naše okolje z obljubo za to, da ne bi delali kakšnih neumnosti, komentirali, da so nam komande nekakve pogode ali komande so jim nekakve. Ne. Potem smo pa imeli priliko videti njihove, ko so z minometi 120, ki so spadali v okvir artilerije, poskušali zadeti komando, ki je vodil nek poročnik, pod seveda taktirko teh raznih polkovnikov, ki so okrog stali in ga budno spremljali in ostro gledali, ne, je očitno bil toliko znerviran, da je svalil vrstni red korekcij in niso nič zadeli. Ne. Tudi videli nismo, kam je padal. Je pa seveda se komandiral pa tako, da je tako glasno, da bi ga slišali kilometre. In potem sem bil malo hudoben, pa sem rekel, komande so jim odlične, pogode nikako. In sem bil grd. No, s tem, ko smo s to vajo na koncu, smo dejansko res zaključili eno vrste usposabljanje v težkih, ampak res izjemno težkih razmerah, nenormalnih za običajno usposabljanje vojakov kjerkoli že, kjer so bili to na nek način vojne razmere. Ne. Vmes se je seveda zgodilo tudi marsikaj hecnega, ko smo recimo imeli prelet migov, so poveljniki, eden izmed poveljnikov je bil tak majhen bršpasen. Avioni, ne, komanda, logično, takrat vse poskrije. In ker se mu je zdelo, da se eni niso dobro skrili, ne, je dal povrat, to se pravi, še enkrat ponovil, ampak migov ni bilo več. Ne. Tako da temu smo se kar malo smejali, ampak je bilo na nek način hecno, po drugi strani pa lahko bi bilo zelo resno in tudi nič kaj preveč fajn. Vmes smo seveda ugotovili, da je kar nekaj teh fantov imelo neko, kaj pa vem, odkdaj, genetsko izkušnjo ali strah, ker ko so leteli avioni, so odlični vojaki doživeli neverjeten strah pred tem. In smo imeli kar hude probleme psihične z določenimi fanti, da smo jih postavili spet nazaj v okvir tistega, kar je bilo tam in da se ne bojijo več in tako naprej. Tako da to ni bila prijetna izkušnja, moram povedati. Ne. S tem, da istočasno pa tudi je bilo par častnikov, sicer ne veliko, mislim, da samo 2, ki nista prinesla tega pritiska vojaške, to so grožnje pred smrtjo na nek način in sta bila odsotna, ker sta bila ves čas v bolniški. Administrativni kader je ostal tukaj, pač, ali pa doma, kjerkoli že, tukaj ni bilo ničesar več. Vmes smo se sicer enkrat vrnili nazaj, ampak samo ekipa podčastnikov smo hoteli še nekaj dobiti, takrat je prišlo do enega konflikta tukaj, ker so že nekih šarali eni, pa ne vemo, kdo je bil, niti kaj je bil, ampak so izstrelili iz armbrusta projektil, zadeli tam en kompresor, ki je bil sesul iz tistega, ki je začelo ven, ker smo imeli napačne informacije, da nič ne gre ven, ampak je šlo, plamen sicer ne, ampak je šel proti utež. Smo sesuli tam neke svoje lastne sanitarije, ne. No, pa to se je tudi vse popravili in na koncu pozabili, nič še ni nikomu, hvala Bogu, zgodilo. Ampak to je zopet en kaj pa vem, en dokaz, kako zelo malo smo vedeli o določenih stvareh. Armbrust kot tak, ki je bil kupljen kot protitankovsko orožje,
Inštrukcij praktično kaj in kako deluje nismo imeli, probali nismo niti enega, razen tega tukaj v živo. In s tem smo mogli pač preživeti. In to z vojaškega velika ni ravno najbolj fajn, ampak sreča je bila na naši strani in na koncu ni bilo nikomu nič. Vmes pa seveda kar nekaj stvari, ki so bile po svoje zanimive. Predvsem kako izvesti recimo streljanje na strelišču, ki ga ni. Kako izvesti recimo streljanje s tromblonom, ko smo zopet imeli celo vrsto zaradi neznanja konfliktov oziroma neeksplozivnih sredstev, zaradi tega, ker ni bilo pravilno aktiviran upaljač pred izstrelitvijo in tako naprej. Takih zgodb je bilo veliko, mogoče preveč, ampak vse so bile posledice tega, da je bilo vse tako na hitro, vse je bil nek pritisk odzad, vse je bilo neko neznanje in seveda iskanje pravzaprav rešitev na licu mesta pod takimi okoliščinami, kakršne so bile. Žal je pa druga zgodba, ki pa malo je bolj neugodna in ta je, da v času, ko je trajala vojna v Sloveniji, ko smo mi tam hodili po tem kočevskih gozdovih, ni bilo nikogar, ne od političnega, ne od vojaškega vrha, da bi prišel. Odvisni so bili izključno od sebe. Poslali so nam nove radijske postaje, rakalke, predtem smo bili vezani na tiste, ki so jih imeli v bivši JLA, kar pomeni, da se je dalo, če smo mi lahko njih poslušali, pomeni, da so tudi oni nas lahko poslušali. No in ko smo dobili te rakal, to so bile neka angleška verzija, je bilo potrebno vse proučiti in vse naštudirati na novo, ker je sistem popolnoma drugačen od onega. No in naši vezisti, tukaj je bil gospod Partlič, se je res potrudili in so izjemno hitro dojeli, kako zadeva funkcionira, tako da smo si lahko kasneje vzpostavili zelo dobre veze in to nam je zelo koristilo tudi potem kasneje pri vojaških vajah. Tako da na koncu zavzetost vseh teh ljudi, ki so bili tukaj v funkciji častnikov in podčastnikov, predvsem to se mi zdi, nam je botrovala temu, da se je zadeva zaključila tako, kot se je, s popolnoma srečnim koncem, brez kakršnihkoli žrtev. Kakšna praskica in buškica sicer je bila, kaj dosti več pa tudi ne. Vmes so se seveda pojavile potem še druge zgodbe. Te enke so šle enem zelo na živce in smo se že bili pred tem, da moramo enke dol dati, pa potem jih nismo dali in tako naprej. Skratka, kakšne igre so bile v ozadju tukaj in kako je prevladala ena politična opcija pa druga, ne vem, ampak niso bile v prid tem prvim nabornikom, niti nam, niti komu drugmu. No, omenili ste tudi enke kot simbol, ne? To mislim, da se pogovarjava v tem našitku o znaki. Ja. Lahko samo na kratko razložite, kaj ta enka sploh pomeni za naše gledalce? No, ta enka je pravzaprav bila takoj postavljena na rokav uniforme in je pomenila prvo generacijo nabornikov nove slovenske vojske v samostojni Sloveniji. To pomeni, enke so imeli samo ti, ki so bili tukaj na Igu in tisti, ki so bili v Pekrah. Ko je bila prisega, seveda je ta enka bila ostala kot in še vedno smo enke, tako da se razumemo. In to sem tudi tem fantom, ko so bili zdaj po 30 letih se srečali, smo se tudi dogovorili, da ostajamo še vedno enke. No, ko je bila pa prisega tukaj, je seveda bil to svečani trenutek, prisega kot prisega, podobno kot v vseh vojskah po svetu. Kmalu zatem je seveda bila potrebno tudi sodelovati pri dvigu zastave in razglasitvi Republike Slovenije na Trgu Republike pred parlamentom in tam so potem šli vojaki sem, tja. Predtem smo jih mogli usposobiti zopet tudi za tisti namen, to pomeni korakati, postroj, vse te vaje, ki so potrebne za to, da se poenoti gibanje teh vojakov za določene namene. No, in to so skupaj s temi, ki so bili v Pekrah in našimi so
cela ekipa je šla tja. In to je bil potem tudi zaključek teh svečanih trenutkov v samem začetku usposabljanja. Na sami tele razglasitvi so bili pa tudi častniki vaši del tega protokola, V ne? glavnem, samo nekaj nas je ostalo tukaj, ja, ostali so pa šli tja. Tako da, malo smo se razdelili, ne. Nismo mogli zapustiti tega centra, pa tisti, ki so tukaj ostali same, pa vsi tja iti, ampak jih je nekaj tukaj ostalo, nekaj so pa šli tja. Niso šli vsi, ne, tako da. No, za konec bi pa povedal še eno zgodbo, ki je po svoje zelo zanimiva. Namreč v samem začetku usposabljanja je bil tukaj med njimi, med vsemi temi fanti tudi en fant iz Ljubljane, tak debelušen fantič in astmatik istočasno. No in potem se nekega dne vrne nazaj iz kliničnega centra, imel polno vrečko nekih zdravil in se ostal pri meni. Predtem smo se pa že pogovarjali, da bi ga odpustili, ker je kot astmatik težko gledamo takega vojaka, da imamo skozi neke zdravstvene težave in gor in dol. No in sva se lepo usedla na 4 oči in sem ga vprašal, kaj misli, ali bi bil rad še vojak ali ne, a ostane ali ne. Rekel je, da ja, no sem rekel, če pa ja, potem pa se dajva takole zmeniti, ne. Ti boš zdaj opustil malo tole pa tako, začel fizično aktivno se udeleževati vsega, kar je potrebno. Mogoče pa tole pustiš kar tukaj in tisto vrečko s temi zdravili pustil tam, pri meni v pisarni. In se je dejansko pridružil fant in začel res fizično delati na tem. Zanimivo je to, ta fant je potem na koncu tekel maraton. In potem enkrat jaz peljem svojo hčer na en koncert in mi maha en fant na biciklu. Ga skoraj nisem več poznal, bliž sem ga prepoznal, bil je to ta fant. To se pravi, tistega debelušnjega, na nek način fizično nesposobnega vojaka je postal športnik, atlet, nič več debel in zadovoljen s svojim življenjem. To je pa zgodba, ki je tudi na koncu koncev zanimiva in vredna, da se ve, da tudi to obstaja, ne.